Meni Mercedesi nikdar niso bili všeč. A res, ali kaj? Kaj vam ni bilo všeč? Oblika, to so bili avtomobili za določeno klientelo. Spravi, vi ste šel v Mercedes ne zato, ker so vam bili modeli všeč. Jaz sem šel tja, ker mi niso bili všeč. Po tretjem dnevu so ugotovili, da sploh nemško ne znam in ne razumem. Veliko si upate. Ja. Kako ste potem videli avto, ko je bil narejen? Je bilo to, kar ste načrtovali? Avtomobilski dizajn je zelo emocionalen. Ali to, kar narediš, je všeč tvojemu šefu ali pa ni všeč. Mi smo zadolženi. Ja, mi imamo neko odgovornost, ja, za tudi okolje. Ne moreš enostavno več tako delati, kot je bilo pred 20 leti. Ja, popolnoma živimo v drugačnem svetu. Lepo pozdravljeni v Mastercard podcastu Navdiha. Naš današnji gost je Robert Lešnik, slaven in uveljavljen slovenski avtomobilski oblikovalec. Potem, ko je delal pri Volkswagenu in Kii, je pred 15 leti prišel v Stuttgart k Mercedes-Benzu. Robert Lešnik je šef zunanjega oblikovanja in ko vidite prestižni Mercedes, vidite njegove poteze. Marsikdo bi rekel, da opravlja sanjsko službo. Robert Lešnik se s tem strinja, pripominja pa, da gre 90% njegovega dela v smeti. Naš gost je Robert Lešnik, dobrodošli. Ko so se tukaj sešla drugič, prvič so se srečala leta 2015, ko sem obiskal Stuttgart in Mercedes-Benz, ste rekli, da te prostore poznate tukaj v Mariboru. Kako to? Ja, najprej zdravo in hvala za vabilo. Ja, te prostore tukaj poznam, zato ker sem dejansko opravljal dijaško prakso tukaj. Prav v teh prostorih? Ja, v teh prostorih, ja. Bila takrat očitno druga firma tukaj in ja, to je praktično vse skupaj 5 kilometrov od tam, kjer sem jaz preživel mojo otroštvo in mladost. Boste kaj povedali, kako je šlo tukaj do Olimpa avtomobilskega? Sicer sem prišel dejansko le zaradi tega najinega pogovora zdaj iz Nemčije v Slovenijo in sem pač imel kar nekaj ur med vožnjo časa, da razmislim oziroma pogledam nazaj v moje začetke in dejansko so bili začetki tukaj v tem okolju. Sicer sem takrat po osnovni šoli tudi strojništvo začel, oziroma ne študirati kasneje, ampak kot dijak se s tem ukvarjati. Kar je bilo nekaj izredno pomembnega. Moj šef, Gordon Wagener, glavni šef Mercedes-Benza, še vedno meni reče, da sem jaz bolj inženir na tej moji poziciji, kjer sem. Ampak to je tudi del tega, definitivno. To vam pomaga, ne? Ja, mi pomaga, definitivno. Jaz nisem le recimo nek umetnik, ki bi delal neko stvar, ki jo potem pač občuduješ, ampak ni funkcionalno uporabna. In to so začetki definitivno, od katerih tudi danes recimo še praktično živim oziroma uporabljam v mojem življenju. No, tukaj ste rekli, ste imeli tudi inženirske začetke, ampak potem je bilo treba prehoditi še dolgo pot. In nekje ste se srečali tudi z oblikovanjem. Moram priznati, da imam talent. Kako ste ga odkrili? Talent risanja. Odkril si ga pač pri prvi skici, ki jo se verjetno naredil z kaj pa vem kolikimi leti, ne? In potem v osnovni šoli se spomnim, da je učiteljica oziroma tovarišica takrat še poklicala vse učence in hvalila pred 30-40 učenci moje skice. Kaj pa so bile skice, o čem? Ja, živali se spomnim takrat, točno se spomnim. Pod morjem, podvodni svet in enostavno ona ni mogla verjeti, da lahko nekdo tako lepo recimo riše v tem primeru. Ampak seveda, potem pač ugotoviš, da imaš nek talent, drugi so pač recimo talentirani za glasbo, jaz nažalost nimam tega talenta, ampak seveda v strojništvu s tem ne moreš praktično skoraj nič začeti, ampak potem začneš recimo pri 17-18 letih razmišljati, ali je to, ne, recimo do konca življenja, ali želiš to strojništvo oziroma ta strojni poklic, najboljše celo v Mariboru, takrat tu nekje, ne iti predaleč, Ljubljana je že bila predaleč, definitivno. Nekje tu ostati ustvariti družino in pač verjetno iti enkrat potem v pokoj. In potem pač začneš postavljati vprašanje, ali je to. In odgovor samega sebe na to vprašanje je bil, ne, ni to. Oblikovanje je tisto, kar si mogoče celo želim početi. Na začetku seveda s strahom, ker se pravim, takrat interneta ni bilo, informacij ni bilo. In če si nekomu rekel, da sploh
dizajn, oblikovanje omenil, potem da so čudno gledali, seveda. Ne. No, ampak mi smo imeli nekaj slavnih oblikovalcev Ampak industrijskih. ne tukaj, od tega okolja, z katerega jaz prihajam. To je bilo zelo konzervativno okolje. Praktično vsak pogled, recimo out of the box, ni bil zaželjen. Se pravi, ste čutili neko utesnjenost tukaj definitivno. in ste želeli iti v eno svobodo. In kako je izgledal ta prehod? Ker to je potreben pogum, ne, za to. Ker ni nobenih garancij, da boste uspeli. Seveda, na začetku praktično sploh nimaš... Koliko ste bili stari takrat, ko ste Kaj pa vem, menjali začneš kontekst? potem, recimo po 18 letih začneš razmišljati, kaj študirati. In se pravi, Ljubljana se ti zdi daleč, še posebej, če tvoje okolje tudi doma, praktično ti vedno rečejo, ja, ostani tukaj nekje. In ta job, recimo umetnika, risarja, slikarja, takrat praktično tega noben ni mogel recimo točno definirati. Oblikovalca, to so dela, s katerim se pač po nemško s tem reče, to je brotlose Kunst, ja? To pomeni, da pač verjetno nekaj neuporabno. ne boš zaslužil nekega rednega dobička, verjetno ne bi imel. Ne. No, ampak potem je bilo, kot ste rekli, treba iti v svet. Kam ste šli? Ja, svet je bil zame recimo z tega mojega okolja, tudi Ljubljana, recimo. Ljubljana je bil svet. Ja, v tujini seveda si niti nisem upal razmišljati takrat. In potem pač, ja, dejansko sem poskušal v Ljubljani študirati, kar nažalost ni, oziroma, kaj pa vem, nažalost, tako je bilo, ni uspelo. Sprejemnih izpitov nisem opravil in potem si pač, recimo v tem primeru po tretjem neuspešnem poskusu opraviti sprejemne izpite. Moram priznati, da sem imel srečo, takrat celo naključje, sem spoznal, danes lahko vse pogledaš po Googlu. Ne? Moj takratni Google je bil Gedel, to je bil gospod Georg Gedel. Takrat je živel in delal v Mariboru, bil oblikovalec. In stva še vedno v stiku, še vedno prijatelja. In on je praktično delal za to takrat jugoslovansko revijo Automagazin. In imel svojo kolumno o oblikovanju avtomobilov in risal avtomobile. In to je bil praktično prvi stik. In jaz sem ga poklical, oziroma smo poslal dopisnico, ja, takrat še, in me povabil tukaj v Maribor. In to je bil, se pravi, moj vir vseh informacij. On je bil. Spravi, niste imeli že na začetku predstave, da morajo biti prav avtomobili tisto, kar bi želeli oblikovati, ampak zaradi njega ste mogoče prišli bliže. Recimo tehnične zadeve. Mene so izredno tehnične zadeve zanimale. Ali so to, kaj pa vem, letala. Ampak na koncu, recimo, če bi končal nekje v konstrukciji letal, potem letala se dela vsak 10-15 let, 20 let. Mogoče to vse skupaj izgleda takrat iz tistega stališča zame recimo predolg čas. So tudi seveda stvari, ki jih oblikuješ, kaj pa vem, v roku tednov. In vemo, da se recimo tudi v modi recimo stvari na leto večkrat spremenijo. Ne. To sploh ni trajna zadeva, ne. Če se kolekcije delajo večkrat na leto. Ampak mislim, da avtomobil je ravno to neka sredina, kaj pa vem, ki meni ravno odgovarja, produkt, ki se ga oblikuje oziroma razvija 4 leta približno. Ja, in to je ne prehitro in pa tudi ni predaleč, ne predolgo. Ne. Se pravi, ljubezen v oblikovanje avtomobilov se je rodila kdaj? Tam okrog 20. leta? Tam okrog 20. leta. Jaz sem recimo kaj pa vem, na začetku smo imeli te Tomos moped, najprej avtomatik, potem APN, potem BT50 in te sem preriseval, sam sem delal praktično facelift tega motorčka doma in potem se pravim s gospodom Georgom Gedelom sem dobil praktično sploh prvega, ki je bil recimo kritik tudi, ki je sploh znal to skico oceniti. Logično, da starši tega ne znajo oceniti. Ne. Recimo, če otrok pokaže staršu sliko, potem je ta najboljša. Seveda. In domnevam, da vas je gospod pohvalil, ali kaj? Tudi kritiziral, ampak preko njega sem prišel recimo do materialov. Ja, so bili ti markerji, flomastri in on mi je recimo povedal, kje v Avstriji se da to dobiti in se šel potem tja in sem to kupil. Teh naslovov, teh informacij v Sloveniji takrat sploh ni bilo, to je bilo v začetku 90-ih let. A vas je potem on usmeril v Volkswagen? On mi je recimo dejansko dal predvsem na svetu, kar se študija tiče. On je bil celo tudi predavatelj na tej Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer mi nažalost ni uspelo. In on je
ker je delal, kaj pa vem, v začetku 70-ih let tudi v tujini, v Nemčiji je imel recimo par kontaktov in preko teh kontaktov sem sploh zvedel za to šolo v Pforzheimu, to je blizu, na jugu Nemčije, blizu Stuttgarta. In da se da tam pač študirati avtomobilski dizajn, avtomobilsko oblikovanje. Tudi v Italiji sem poskušal, tudi sem imel recimo pozitiven odgovor, da bi šel tja, ampak je recimo ta šola ni bila zastonj. Bi bilo treba nekaj plačati in na koncu sem se pač odločil za Nemčijo. Moram priznati, da prej nikdar nisem bil v Nemčiji in tudi kar se jezika tiče, v šoli smo se vedno angleško učili. Ampak to stremljenje, da bi oblikovali signalo prek vseh ovir. Ja. In jaz sem šel na spremljanje v Nemčijo in vse skupaj kar trajalo 3 dni. Po 3 dnevu so ugotovili, da sploh nemško ne znam in ne razumem. In jaz sem praktično... Veliko si upate, ne? Ja, ampak jaz sem bil takrat prisiljen praktično to. Meni se je zdelo, da je to zadnja šansa. Zdaj, če že 3-krat v Ljubljani ni uspelo, potem za Nemčijo bom še 5-krat v tujini poskušal. Verjetno, kaj pa vem, sem si mislil takrat z 20 leti, da če mi 4. rečejo, da ni nič, potem verjetno nisem talent. Ampak ni bilo tako, ni prišlo do tega. In ste začeli pri Volkswagenu, kaj so vam najprej zaupali? Ste bili zadovoljni s tem, kar ste imeli za početi na začetku? Ja, začetek je bil zanimivo, recimo študiraš najprej 4 leta, na koncu si oblikovalec, diplomirani oblikovalec transportation designa, ne le avtomobilov. Jaz sem praktično prvi teden, ko sem prišel sploh v Nemčijo, 1994, marca, poslal slike, skice vsem avtomobilskim znamkam, ki sem jih poslal. Prvi mi je odgovoril Volkswagen in so me povabili na razgovor, ampak so oni napačno razumeli to mojo prijavo. Oni so mislili, da sem jaz v 5. razredu in v 5. semestru in iščem prakso 6. semester, ker tam je bila obvezna praksa. In potem, ko sem povedal, da sem praktično iz Slovenije, to je bilo takrat, Jugoslavija še, ne, Slovenije, in da sem v 1. semestru rekla, ne, pač ne moreš ti delati pri nas prakse. Ampak naslednji dan so me poklicali. Ampak skice so pa ustrezale temu, da bi zaključevali študij. Ja, to je bilo vse vredno. In naslednji dan so me poklicali. In so rekli, da so se premislili, da bo naredili eno izjemo. Sjajno. In jaz sem potem praktično po 1. semestru, že julija, avgusta, delal 2 meseca v centru praktično oblikovanja v Wolfsburgu. Zanimivo je bilo takrat, sem seveda moral kupiti tudi karto Nemčije. Ni bilo tega Garmina pa navigacije takrat in sploh smo mogli pogledati, kje je Wolfsburg. Ne? In sem bil tam 2 meseca in sem na koncu, to je bila tudi edinstvena zadeva, dali štipendijo. So mi dali štipendijo. Štipendija je bila 1500 mark. Štipendija za študirati naprej? Za študirati, ja. Jaz sem v 1. semestru, po koncu 1. semestra. Ampak ste tudi že delali za njih ali samo študirali? Ne, jaz sem samo študiral. So mi dali praktično pogodbo, vsak mesec 1500 mark. Zanimivo, da moji starši so se recimo morali obvezati na poslaništvo nemškem v Ljubljani, da mi bojo vsak mesec 700 mark nakazali. Takrat so bili tudi moji starši zadovoljni, praktično več niso imeli nobenih finančnih skrbi, kar se tega tiče. Ne? In najboljše je bilo, da so mi praktično dali v 1. semestru Volkswagen mi dal pogodbo, ko končam študij, torej po 4 letih, da mi da službo. In praktično nič boljšega se ti ne more zgoditi, ne? Prideš v Nemčijo, začneš praktično sploh se privajati na to okolje, se učiti nemščino in ti da znamka kot Volkswagen že neko garancijo. Ko pride novinc v tak oblikovalski laboratorij takega koncerna, kakšno nalogo sploh dobi na začetku? Si ne znam predstavljati, verjetno naši gledalci tudi ne. No ja, zadeva še danes tudi precej podobna tistemu procesu, ki je bil takrat, pred mnogimi leti. Jaz sem takrat prišel na to prakso in seveda so rekli, oblikuj ta platišča, oblikuj to... Če pravi nek del avtomobila. Ja, del avtomobila. Sem rekli, oblikuj, naredi par recimo predlogov za kolesa, za platišča, za ogledalo, za kakšen nov model ali kako? Ja, za nove modele, za kljuka za avtomobil. Ne? Ampak zanimiva zadeva je bila, da danes tudi še vedno tako, da dela se vedno na določenih projektih. Kaj pa vem?
naslednik tega in tega avtomobila. Takrat pri Volkswagenu je bil naslednik Polo, Volkswagen Polo, znan avto. In so delali praktično vsi oblikovalci, tudi tisti, ki so bili že leta in leta tam. In tudi jaz, kot začetnik, kot praktikant, smo delali na tem projektu. In ta moj predlog je bil takratnemu šefu tako všeč, da sem pač na osnovi tega dobil to štipendijo. Ne? Tako da, ja, praktično si bil od prvega dneva sem vprašal, del tima. Lahko pokažete nekako ponazoritev, v čem je bila zdaj ta genialnost, ki je bila nekomu Ja, zanimiva zadeva je bila, da delalo se je, seveda se delajo skice, takrat ta Photoshop je ravno prišel. To na računalniku? Na računalniku, ja, danes se sicer malo, a pa tudi podobno dela, praktično danes rišeš na ta tablet, na računalnik, ja. In navadno več ne printaš oziroma tiskaš teh slik. Takrat smo printali kot svetovni prvaki. In takrat je bilo zanimivo, da je Volkswagen delal stranski pogled avtomobila v naravni velikosti na steno z tejpom. Tejp, trakovi, lepilni trakovi. Ne? Praktično imaš na voljo le črn lepilni trak različnih širin in to je potem res umetnina. Ne? To je neverjetno. Zgleda, kot da bi bil tridimenzionalni, čeprav imaš samo na steno. Ja, na steno. V naravni velikosti in imaš potem tudi to mrežo 100x100 mm in potem praktično se lahko vsaka točka prenese v model. Koordinatni sistem X, Y, Z. In to se potem praktično v model iz plasteline prenese. K temu se bo še pol vrnila, kako ustvarjate ta čudesa, ampak če gremo malček vašo življenjsko pot še do... Lahko še samo ta tape, črno-beli, je bil standard takrat pri Volkswagenu. Vsi so naredili. In jaz sem bil edini, ki je naredil barvnega. To pomeni, da sem jaz airbrush vzel in sem naredil praktično en rendering, se temu reče rendering. Ja? Praktično rdeč avto je bil, rdeč. Ja? In to je bilo takrat... To ste naredili zato, ker niste vedeli, da se ne sme? Ne, to sem naredil, ker sem si mislil, moram izstopati. Ja? Jaz sem eden od mnogih, Volkswagen je ogromna firma, takrat že bila tudi seveda ogromen design team in na koncu pač moram recimo vzbuditi pozornost takratnega šefa. To se mi zdi zelo zanimivo. In on je šel je ampak čez steno, čez studio in je bilo kaj 10 teh črno-belih, ena teh tejpov na steni in en je bil rdeč. In je vprašal, kdo je to naredil. Seveda sem se jaz na veliko podpisal, Robert Lešnik, seveda, ne. In je potem se vprašal, in to je ta praktikant, se še samo en teden tu, ne, in potem je ta šef exterior dizajna, praktično moja pozicija današnja, me je potem povabil v pisarno in je rekel, da so se odločili mi dati to štipendijo. Potem ste končali in nadaljevali pri njih, ne, če prav razumem. Vi ste prišli v ta oddelek, torej zdaj ta sanski tim Volkswagena. In tam so vam dali, kaj ste rekli, kaj je bil vaš najpomembnejši izdelek, ko ste delali za Volkswagen? Jaz sem si, to tudi en recimo na svetu, ki jih tam vedno znova mladim, jaz sem si zarisal neko pot. Jaz sem si vedno zase rekel, recimo maksimalno 5 let počnem to, kar zdaj počnem in potem se mora po 5 letih nekaj spremeniti. Ja, moj prvi cilj je bil recimo sploh nekje, kot sem omenil, opraviti sprejemne izpite, potem začeti študirati, potem diplomirati, potem dobiti job. Potem si pa le na koncu eden od mnogih, začetnik, in začneš definitivno na dnu. In potem pač enkrat mi je ratalo narediti rdeč avto, pa sem prišel nekako dalje. In potem, ko začneš delati, si stalno zaposlen in pač seveda tudi se treba nekako dokazati. In moj cilj je bil, če še po 5 letih delam to, kar sem začel delati, potem, bom verjetno treba verjetno firmo zamenjati. Mogoče mi ta stil firme nekako ne pristaja. Ne? To je vedno zelo emocionalna zadeva. Ja? Dizajn je vedno, avtomobilski dizajn je zelo emocionalna. Ali to, kar narediš, je všeč tvojemu šefu ali pa ni všeč. Ne moreš delati po nekih pravilih. Ja? Seveda imaš neko dizajn filozofijo, tudi mi pri Mercedesu imamo, ampak na koncu je zelo... A bi lahko rekli, da ne more biti
prav zaradi tega čustvenega elementa nek oblikovalec enako dober pri Volkswagenu kot pri Mercedesu zaradi različnih pristopov k dizajniranju? Ja, navadno je tako, da imaš, da si recimo tvoja osebnost je pač določena. Ja, in lahko lažje delaš športne avtomobile ali pa lažje delaš manj športne, kaj pa vem. Ja. In to je tvoj karakter. Lahko se seveda malce prilagodiš določenih znamkah, ampak to je eden od razlogov, zakaj je ta fluktuacija zelo visoka pri avtomobilskih oblikovalcih. Prej ste omenili ta period 5 let. Ne? Nočete pristati na neke ustaljene vzorce, menite, da po 5 letih ste povedali in pokazali vse, kar znate in mora biti nekaj novega. In to je vaše neko življenjsko načelo ali kako še danes? Definitivno. Ja, jaz mislim, da stagniraš, če si predolgo na določenem položaju. In se pravim, takrat, mislim, tudi pri nas imamo oblikovalce, ki recimo enostavno ne zadanejo moj okus oziroma okus mojega šefa. Ker na koncu smo le mi dva tista, ki praktično na koncu izberemo nekaj, iz katerega se bo potem model naredil in ta model se pokaže pač upravnemu odboru. Ne. In večina oblikovalcev sploh ne pride tako daleč, da bi imeli recimo možnost narediti model, ker modeli stanejo ogromno denarja, kapacitete so seveda omejene. In se pravim, takrat je bil moj cilj v 5 letih narediti en model, oziroma ne en model, ampak da bo en model izbran za serijsko proizvodnjo, kar je praktično bilo takrat neverjetno. Ja. To je bilo neverjeten cilj. Kakšna je bila usoda te želje? Se je ratalo, recimo. To je bil Volkswagen Passat. Volkswagen Passat je bil prvi avtomobil, ki so ga zbrali. Ja. In zanimivo je bilo recimo 12 1.1 modelov, na ravni velikosti 12 modelov. Tega danes ne počne nihče. Do Passata je prišlo zato, ker ste vi stremeli k malo bolj športni obliki Volkswagena? Se pravi, 12 različnih je bilo. In potem na modelu celo delaš levo stran in desno stran. To pomeni, da je bilo 24 različnih predlogov. Ja? Zakaj delate dve strani? Zato, ker to je enostavno možnost na modelu, ker ne vidiš... A da vidite tako malček alternative? Ja, alternativa. Ja. To je bilo recimo 12 modelov in od tega tudi leva, desna stran, torej 24 različnih strani. Ja? In to je delo, kaj pa vem, mogoče 30-40 dizajnerov, 12 modelov so potem zbrali in na koncu so zbrali enega samega. In to so zbrali mojega. Se spomnite dneva, ko so vam sporočili, da ste bilo neverjetno. Mislim, to je se pravim, jaz sem si na začetku, to je bilo predvsem mogoče naivno si zamisliti, da bom pri Volkswagenu, v tem sistemu Volkswagena. Prišel do vrha. V tem smislu, da bi recimo, pri vašem poslu ste prišli tisti hip do vrha. Ne? Ja, recimo kot oblikovalec, začetnik, seveda, junior dizajner. Koliko ste bili stari takrat? Še vedno zelo mladi. 26 sem začel, je... sem tam nekje 29, 30 mogoče, ne, 29 mogoče. In potem praktično od vseh teh, treba prepričati kar precej ljudi. Ja, seveda jih prepričaš z tvojim produktom, z znanjem, ampak tudi imaš recimo priložnost predstaviti sam. Ko govorite o šefu, da ga morate prepričati, njega najprej in potem vse ostale, govorite o šefu oblikovanja ali o šefu potem Najprej je tvoj, ta je struktura v recimo veliki firmi, kot tudi zdaj pri Mercedesu ali pa pri takrat Volkswagenu. Najprej imaš tvojega vodjo tima, ja, to je mogoče 5-6 dizajnerov v enem timu in potem imaš vodjo oddelka, to je mogoče, kaj pa vem, 3-4 5-krat tim, ja, in potem imaš centra, kar jaz vodim, ta recimo center za zunanje oblikovanje, približno 100-110 ljudi. In potem praktično, ko oni prepričajo mene in potem jaz na koncu z mojim šefom, on je glavni šef, Gordon Wagena, kot sem omenil, dizajna, pač mi dva moramo biti, recimo, stojiti za to odločitvijo in ta določen model potem pokažemo v tem primeru Ola Kalenius. Pri nas takrat je bil Piech, Ferdinand Piech, ja, pri Volkswagenu. Ne. Slavni. Ja, slavni. In to so zanimivi trenutki, ne, da pač imaš mogoče celo, če priješ, se pravim, tako daleč, ne, da na koncu stojijo le 3 modeli tam in potem pač zberejo enega samega in dva dizajnera sta pač razočarana, en se pa veseli. Ne. In vaš Passat je bil zbran. Zbran, ja. Kako izgleda, ko vidite, kako ste potem videli avto, ko je bil narejen? Recimo prvi serijski izdelek.
Je bilo to, kar ste načrtovali? Ja, zadeva je takšna, da najprej se zbere ta recimo plastelin model kot dizajn smer. Potem se to razvija dalje, traja vse skupaj še mogoče kakšen 3-4 leta, da se mogoče vse skupaj naredi tako, da je tehnično sploh feasible, ja, da se sploh da, da sploh funkcionira, ne? Da se vrata da odpreti, oziroma da žarometi funkcionira in tako dalje. In potem priješ do ene točke, temu se reče design freeze. Ja, to pomeni, da ta model, ki se ga tam da pogledati, da je praktično tehnično že tako daleč, da se da potem 2 leti pa pol kasneje tudi recimo proizvajati. Hkrati, ko vi to delate, cela industrija dela ta model, različne stvari in jih poskuša dati skupaj. In to delo, to je potem kompletni razvoj. A morate potem kakšne kompromise delati oblikovalske zaradi inženirskih rešitev ali ne rešitev? Stalno. Cel dan, stalno. Jaz imam praktično danes v času teh Teams terminov, ne, imam recimo vsaki 30 minut Teams termin, 10 ur na dan, samo o teh kompromisih se gre. Ker niso inženirsko možni ali pa izgled potem ni tako, kot ste ga pričakovali? Ja, ampak zadeva je takšna, da kot dizajner, to je naša naloga, ohraniti ta izbran dizajn. Ja, ta karakter tega. Če bi dal avtomobil inženirju, potem ga čez leto dni več ne bi spoznal, ne bi ga prepoznal. In to je ta stalen fight, ampak to je normalno, to je tudi pri drugih, pri vseh drugih recimo produktih industrijskega oblikovanja podobno. No, vaš Passat je izbran in potem je prvi izdelek narejen, ne? In vaš vtis je bil kakšen? Ste bili vzneseni, ste bili srečni? Seveda, to si misliš pač v tistem trenutku, tako avto priven si ga kupil in ga postavil v garažo, se ga nisem, ne, ampak zato, ker ko je prišel potem... je ustrezal vašim pričakovanjem. Ja, je bil vaš otrok. Je bil vaš otrok. Definitivno. Mi smo tudi, recimo, ta sprednji del je bil popolnoma takrat revolucionaren. Zanimivo, da 5 let kasneje je prišel drug šef in je rekel, da bo popolnoma nekaj drugega naredil. In to je čisto normalen biznis v tej industriji. Pač se dela vse, to je stvar okusa, kot sem rekel, ne? Stvar emocij, ne? Nekomu je všeč, potem prije 5 let kasneje drug šef, potem je prišel Martin Winterkorn in so bili druge zadeve mogoče malo boljše, ne, v njegovih očeh. Ogromno zanimivega, ampak midva sta šli pri Volkswagenu. Vi ste še... Ja, to je začetek. Kaj bo trovalo vašemu odhodu iz Volkswagena? Tam so vam dali na zadnje vašega otroka, ne? Ja, moram tudi priznati, da sem bil tudi, zbrali so tudi par drugih avtomobilov še od mene, to je bil Scirocco, recimo EOS, Cabriolet, tudi par konceptnih avtomobilov. Skratka, sem bil precej uspešen in potem seveda... A Scirocco je bil vaš avto? Ja. A res? Ja. Scirocco je bil blazno všeč, ker sem bil mlad. Ja, ampak to tudi zdaj že ne preteklost. Nisem vedel, da je bil Scirocco vaš avto. Ja. Zdaj sem čisto čaran. Nas moramo objeti pol da. V glavnem, potem pač nisi več tisti začetnik, delaš 24 ur na dan tudi doma, ampak potem mogoče recimo imaš določene izkušnje v par letih in pač tu začneš razmišljati recimo o družini. Jaz sem potem mojo zdaj ženo spoznal, ona Nemka z Bodnskega jezera, Nemčije, in tudi modna oblikovalka oziroma oblikovalka. Ja, in se pravim, ona je z Bodnskega jezera in jaz sem delal v Wolfsburgu. Wolfsburg in Bodnsko jezero sta dva kontrasta. Ja? Oblikovalska. Sta dva kontrasta, ja. In je zgodba, zakaj recimo Volkswagen v začetku 30 let prejšnjega stoletja, zakaj so sploh to lokacijo zbrali Wolfsburg. Ja? Tam prej ni bilo nobene industrije nič, ne. In zbrali so to, ker so imeli največ meglenih dni na leto. In zakaj je bilo to dobro? Ja, so vedeli, da pri kakšnem bombardiranju, ne, je potem seveda strateška prednost, če se ne vidi. Ne. Wow. In to so takrat zbrali ta del Nemčije za to tovarno. So 33 potem z nule tovarno. In dizajn je še vedno del tega. In se pravim, megla je še vedno tam. In to moji ženi ni bilo všeč. No, ampak vaša nova ljubezen to razjasnila? Ja, potem pač sem dobil ta ultimatum, recimo ultimat doma, da verjetno ne bomo mi tu vseeno, kako si ti uspešen pri Volkswagenu, oziroma vsaj na tem delu,
Nemčije do Megli ne bomo živeli. tvojega pokoja. In seveda, če si veliki znamki kot Volkswagen, imaš tudi možnost iti v Kalifornijo. Jaz sem potem šel v Kalifornijo z družino. Santa Monica, super, tam ni bilo nobene megle. Tudi za kakšno avtomobilsko? Za isto s Volkswagen. Za Volkswagen praktično. Še vedno. Ker meni je bilo všeč, oziroma jaz sem bil uspešen pri Volkswagenu, nisem takoj hotel zamenjati znamke. Ampak se pravi, če imajo oni tudi možnost poslati koga na druge lokacije kot Kalifornija, potem sem to pač izkoristil. Ja. Potem smo šli tja za kakšno leto. In potem, ko smo se vrnili nazaj, vrnil sem se zaradi tega modela široko. Jaz sem prišel v Kalifornijo, sem naredil predlog za model in so ga zbrali. In sem potem po enem letu šel spet nazaj v Wolfsburg in moja žena rekla ne. Visoka cena uspeha. Ne. In potem pač smo šli, smo zamenjali lokacijo, smo šli v Frankfurt oziroma Wiesbaden, izredno lepo mesto, Hki. Zakaj? Zato, ker zamenjali. Ja, zato, ker moj bivši... Je bilo težko se posloviti od korporacije, ki vam je dala... Recimo, seveda, to je riziko, vedno riziko. Ne poznaš nobenega, nimaš tega network, nimaš. Ampak ena zelo pomembna oseba me je spremljala, oziroma jaz sem šel po njeni poti, to je bil Peter Schreier, on je bil takrat moj šef pri Volkswagenu in je potem šel v Hki. In jaz sem praktično šel z njim. To je bilo kdaj? To je bilo približno koliko, 20 let nazaj? To je bilo leta... To sprašujem zato, ker Kia takrat... 2006. Ok, je nastajala... 2006. Je nastajala, se je vedlo, da želi biti vrhunski avtomobilski koncern, ampak še ni bila tako... Niso še bili tako uveljavljeni, seveda. Ja. Je bil to korak nazaj v tem smislu ali ste ravno obratno videli korak naprej v tem smislu? Korak nazaj je bil seveda zato, ker vsi ti procesi niso bili tako uveljavljeni. Ja? Mi smo praktično začeli z novim studiom v Frankfurtu in je treba bilo koš za smeti naročiti. Ja? Praktično vse. Smo bili v prazni hali in smo pač kompletno od poda, od stolov do računalnikov vse treba bilo naročiti. Ampak ste imeli zato več ustvarjalne svobode mogoče? Spomnite nas, kjer je bil takrat model Kia, da je bil tako znan? Kia Sportage, recimo. Kia Sportage. Zelo znan avtomobil, recimo, in dejansko tudi zadnji del v tem primeru tega avtomobila takratne generacije bil moj, takrat tudi. Ja. In se pravim, vsakih 5 let zase gledati naprej, kaj se bo zgodilo. In se pravim, če si uspešen, v tem primeru pri Volkswagenu, tudi že par avtomobilov tvojih je na cesti mogoče, oziroma na poti tja, potem je pač naslednji korak management, da recimo postaneš mogoče vodja tima ali pa kaj takšnega. Ne? In to je bila ravno tista situacija, ali bom jaz to pri Volkswagenu postal vodja tima, oziroma sem potem pri Kii. Ja, sem potem postal menedžer, oziroma to je bila prva stopnja na tej lestvici menedžerstva pri Kii in sem potem imel svoj tim, sicer majhen tim v Frankfurtu, to je le en tako zunanji studio. Ampak ste imeli sijajen trening za Mercedes? Ampak trening, zato ker tudi različne kulture spoznati, oziroma korejsko kulturo spoznati, da sem bil precej, sicer sem bil samo le 2 leti, ampak najmanj 10-krat v Koreji. In popolnoma drugačno življenje, tempo dela, kot pa recimo prej pri znamki kot Volkswagen. In vaš največji uspeh, dosežek pri Kii je bil za vas, kaj razumete kot dosežek, uspeh? Največji dosežek je bil mogoče to, da smo sploh iz nule postavili en studio gor, recimo. Ne? Ta studio... Oblikovalski studio. Oblikovalski studio. Prej je bil to del studija z Hyundaiom in potem so se, mislim, 2006, so se potem preselili v Frankfurt in praktično sem jaz bil zraven, ko se je ta studio sploh kreiral. Ne. In potem ste dobili priložnost končno v Stuttgartu. Kako je prišlo do tega? Ja, zanimivo, da ta moj še vedno šef Gordon Wagner, on je delal pri Volkswagenu tudi. Takrat, ko sem še jaz študiral in delal eno prakso. Če politiki prestopamo med strankami, to ni nič tako hudega, tudi vi zamenjate. To je tako kot pred nogometom. In njega sem že poznal že leta in leta. On je me vedno vabil k Mercedesu tudi in meni Mercedesi nikdar niso bili všeč. A res? Ne, jaz se nikdar nisem se mogel... Kaj vam ni bilo všeč pri Mercedesu? Oblika, to so bili avtomobili za tudi
tukaj takrat v Jugoslaviji, Sloveniji so bili avtomobili za določeno klientelo, za določene verjetno, če si bil mlajši, tak si nisi mogel tega privoščiti, ampak tudi kot tip ni pasal, pristajal k tebi. Ne? In ta karakter, recimo avtomobili za starejše gospode, to je bilo tudi pri meni v glavi. Ne? In se pravim, leta trajalo. Se pravi, vi ste šel v Mercedes ne zato, ker so vam bili modeli všeč, zato, ker mi niso bili všeč. Da jih spremenite. Jaz sem šel tja, ker mi niso bili všeč. Navadno tako, če greš nekam in vidiš od zunaj, da ti je nekaj všeč, potem nimaš verjetno nobene šanse spremeniti, zato ker so uspešni. In to so vedeli pri Mercedesu, da prihajate zato, da jih spremenite. Mercedes je imel ravno takrat, 2008, premembo managementa. Ta Gordon Wagener je postal glavni šef Mercedesa. To, ko smo ga takrat spoznali, ko sem jaz to obiskal. In se pravim, on je postal šef Mercedesa septembra 2008, jaz sem pa potem prišel k Mercedesu januarja 2009. In to je bil, mislim, da spet en ključnih momentov, trenutkov v mojem poslovnem življenju. V pravem trenutku. Oni vas kličejo in kakšno nalogo vam dajo? Kaj vam rečejo v strateškem smislu? Naredite kaj? Ta avto mi naredite kaj? Ja, to je bilo precej enostavno, zato ker mi naredite bolj seksi ali bolj? Ne, takrat se je tudi Dieter Zetsche je bil takrat praktično vodja uprave. Praktično se je management kompletno zamenjal in seveda je bilo treba, cilj je bil znamko pomladiti, design oziroma ta imidž znamke, ta perception of the brand spremeniti. A tudi socialni status uporabnikov razširiti? Ja. In se pravim, 2009 smo potem porabili, eno leto smo rabili, da smo praktično definirali, kam hočemo iti. In en avto ni dovolj. V znamki kot Mercedes takrat smo imeli 40 različnih, oziroma kasneje 40 različnih modelov. Ne? In je treba, takrat je tudi ta naša design filozofija, sensual purity, čustvena čistost, ne vem. Čustvena čistost, ja. Mogoče, ne? Ampak neka duša. Ja, ampak mogoče tiste emocije. Ja. Ampak to ste rekli, koliko časa se pogovarjate o tem? Koliko časa ste rabili? Ja, to je bilo leta 2009. In kako izgledajo ti sestanki? Si ne znam čisto. Ja. Rišete zraven ali se samo pogovarjate ali gledate razne? Upravni odbor kaj je vaša naloga? Ja, upravni odbor da dizajnu nalogo spremeniti imidž avtomobilov, nas kot znamke. In potem up to you. In potem brez zamere, gospod Lešnik, sej Mercedes se tudi spreminjal skozi leta in generacije, ampak spet ne toliko, da bi pa zdaj rekli, da ga ne prepoznate na cesti. Zanimivo bilo, da smo takrat mi definirali nove modele, ki jih prej sploh ni bilo. Recimo A-razred. A-razred, prej je bil ta visok avtomobil. In tudi se je reklo, da je to avtomobil za upokojence. Tak imidž je imel v Nemčiji, recimo. Mogoče z tega, ker je bil višji, se je dalo boljše videti, peljati in vstopiti, tako dalje. In potem smo prišli z... Meni je bil kar všeč, moram priznati. Ja, tudi mojemu očetu je všeč, ga vedno ima, ampak... Dobro, sem upokojenec, razumem, kaj vam naprej. Ampak tistega, recimo, ki, kaj pa vem, je 35 let star in ima mogoče možnost takšno avto kupiti, nismo pritegnili. Hočete reči, da ti modeli A, B so vaši modeli? Ja. A res? Ja. In se pravim, tudi mi smo interno ta A-razred imenovali game changer. Zanimivo je bilo, ko je bil avto končan, smo ga celo v Sloveniji smo ga predstavili, 2014, če se ne motim, 2012. Ajčka. Je bila celo v Sloveniji, predstavitev. Kolikor se je dalo, sem pač pogledal in prebral vas in sem nekje video zasledil, da iščete pač navdih povsod, tudi ko se vozite z avtomobilom, ko se ne. Kje ste dobili navdih za novi model A-ja? A se spomnite tega? A je nekje klikalo takole? Moram priznati, da ko sem jaz prišel, takrat je avto praktično že bil definiran, zato ker oni so to strateško odločitev spremenili, hočejo iti v ta drug segment, ampak avto ni bil znižan, bolj športen, ampak ni bolj ekstremen, ampak ni bil kompletno dokončan. Tako da jaz sem recimo mogoče 50% je še bilo možnosti tega dodelati ta avto, ampak na začetku je bila oblika sama, se pravi, ni bila na začetku tam, ampak je bil cilj tam, katerega kupca želimo doseči. Recimo tistega kupca, ki je mogoče Audi A3 vozil, ali pa, kaj pa vem, bolj športen drug avto. In dejansko takrat naš
naši avtomobili niso bili po tem okusu. Ja, in potem smo naredili in pa seveda tudi precej drugih avtomobilov. In to je bil na koncu, recimo tisto prvo, ko se temu reče, dobili smo nalogo in nalogo smo opravili. In kdaj jo opraviš? Opraviš jo z uspehom, če določeni produkti se prodajajo na trgu. Če trg sprejme ta produkt. S tem ste začeli, zdaj pri Mercedes-Benzu ste šef oblikovanja, zunanjega oblikovanja. Imate koliko? 120 ljudi? Mogoče 110. Zdaj je kakšna skrivnost, na čem zdaj delate? Kaj lahko pričakujemo od Mercedesa? Ja, skrivnost je vedno, seveda. Ampak logično je, da recimo, če kdo spremlja to stroko, potem vidi, da so določeni avtomobili, ki so etablirani kot A razred oziroma C razred, S razred, to so SL avtomobili, ki so že desetletja prisotni in se logično dela tudi čisto odvisno od pogona. Od teh, ki ste jih omenili, kateri so vse vaši? To so vse vaši avtomobili zdaj? Ja. Kar vidimo na cesti? Kar vidimo na cesti je vse. Vse vaše. Ja. Kakšen je občutek, ko se vozite po cesti in vidite vaše avtomobile levo, desno? Recimo občutek je drugačen kot takrat pri Volkswagenu, pri Passatu, ker takrat, ta en avto. Ne? In zdaj pač bolj, ne bi rekel, da neka rutina, ampak mislim, da praktično če danes delam na določenem produktu, potem sem tega, ki ga ravno zdaj predstavljamo. Pred kratkim smo na Portugalskem predstavili nov avto, ki smo ga pred 3 leti mi zaključili in praktično sem se takrat mogel sploh spomniti, kako je bilo. Tako da, recimo v bilici, oziroma bilici dela, fokusu na trenutne produkte, pač nekako tiste, ki so jih naredil, potem so del preteklosti. Ne? Tako da, ti avtomobili so zdaj tržno zelo v redu, ne? Kot lahko vidimo rezultate, gledal sem neke bilance, se jih ne znam zelo dobro brati, ampak Mercedes je uspešna. Recimo rekordno leto vseh časov lani. Tako. Ja. Kar pomeni, da ste tudi z vidika zunanjega oblikovanja sijajno opravili svoje delo. Kaj se bo zdaj zgodilo z avtomobilsko industrijo spričo podnebne politike, prehoda na elektriko? To verjetno vpliva tudi na zunanje oblikovanje ali na to manj mogoče? Vpliva definitivno. Seveda, jaz vedno rečem, mi živimo v desetletju sprememb. Ja, in neverjetne spremembe vplivajo na življenje nas vseh. In definitivno tudi na produkte, kot so avtomobili, tudi na koncu obliko teh avtomobilov. Enostavno, če recimo danes se dela električni avtomobil in vemo, da smo omejeni na področju baterij. Baterije imajo to zmogljivost in praktično imajo vsi podobne zmogljivosti. Seveda odvisno od velikosti, odvisno od cene. Ampak na koncu kupca, ki je ravno v tem obdobju, ki razmišlja, ali bo kupil električni avto, seveda ga je strah oziroma ga zanima doseg. Čist banalno. Doseg. To je moja skrb. Čist banalna zadeva. To je moja skrb. Ja. Odkar... Je to legitimna skrb? Ja, je legitimna, ker se pravim, ni te infrastrukture, ni še te infrastrukture, ljudje ne vejo, to so nove stvari, kje polnim, kako dolgo polnim, kaj če polnilnica ne dela, kaj potem. To so stvari, ki se jih recimo pri motorjih z notranjim izgorevanjem že ne vprašamo desetletja več. Ne. In kako? Ampak po mojem šta zdaj industrija tako daleč, da bo verjetno tudi ta infrastruktura morala temu slediti. Drugače bi bilo to slepo črevo. Ne? Definitivno. Mislim, da v Nemčiji recimo, jaz naslednji moj avto tudi električen. Zdaj še nimate električen? Še nimam, imam priključni hibrid, ampak mislim, da mene osebno ni strah. Ampak kupca še je vedno strah. In kakšno vlogo potem igram jaz kot oblikovalec zunanjosti? Ja, bolj aerodinamični avto, večji je doseg. No? Zaradi tega so tudi recimo avtomobili bolj aerodinamično boljši, bolj izpiljeni, recimo, kot so bili mogoče prej. Ja? Vas je Tesla presenetila, ko je prišla ven kot električni avtomobil? Zaradi svoje aerodinamičnosti, ki je bila ravno rezultat tega razmisleka. Tesla je, zanimivo, jaz poznam tudi glavnega šefa oblikovanja, smo skupaj delali pri Volkswagenu, ki je zdaj pri Tesli in je oblikoval vse te Tesle. In seveda, Tesla
je nekaj posebnega. Oni tudi sami rečejo, da niso avtomobilski proizvajalec, oni neka avtomobilska znamka, oni so tech company. Ne? In zdaj so uveljavljeni, niso bili edini, seveda je bilo ogromno podobnih znamk, pa večina je propadla. Ampak mislim, da so oni tudi nas malce recimo prebudili z nekega spanja. Mogoče mi smo delali 40 let praktično isti avto, ne? C razred, super avto, ampak 1982 prišel prvi in zdaj imamo 6. generacijo, praktično se po konceptu sploh ni spremenil. Ja? Motor spredaj, prtljažnik zadaj, 5 oseb, fertik. Ne? Oni so nam pokazali, da je pač treba tu drugače razmišljati in zdaj imaš praktično kot oblikovalec prvič v moji karieri imam možnost narediti kompleten package, tudi kompletno zasnovo avtomobila drugačno. Gospod Lešnik, zdaj na zadnje, na koncu, dajva pogled malček v prihodnost, tako z vidika oblikovanja kot mobilnosti. Če pogledate za recimo 20-30 let nazaj, kaj nas čaka na cestah? Ja, dejansko je tako, da mi oblikovalci oblikujemo prihodnost. Je tako. Tudi tisti zanimivi science fiction filmi v 70 letih, Odiseja 2010 in tako dalje, praktično so oni definirali naš pogled na vesolje oziroma vesoljske ladje. In vsak, če ga vpraša, kako izgleda vesoljska ladja znotraj, je bela. Ja? Ampak takrat so oni praktično z nule nekaj zmislili in mi smo dejansko tudi danes v tem času, kjer se več ne dela enostavno, ko sem prej omenil, produktu kot naslednik, ampak da ga recimo v detajlu spremeniš, izboljšaš, ampak delaš dejansko kompletno nove produkte. Že zaradi tega, ker ta pogon, električni pogon oziroma baterija definira kompletno obliko avtomobila. Moraš prilagoditi praktično vse. Tudi sedež je popolnoma drugačen. Ne smemo pozabiti avtonomne vožnje. Avtonomna vožnja sicer še ni možna v tej obliki, kot je mogoče željena. Bomo enkrat brez volana? Ja, temu se reče level 5. To pomeni, da imaš vozilo. Zdaj smo pri kje level? Level 2. Recimo edina 2 avtomobila na svetu sta z level 3 certificirana sta Mercedes S razred in EQS. Ja? Edina 2 na svetu. To pomeni, da prvič praktično zdaj se lahko pelješ sicer na določenih odsekih nemške avtoceste, tudi v Ameriki, v Kaliforniji, v Nevadi in tega bo vedno več, se lahko pelješ in spustiš volan in odgovornost za vse, kar se zgodi, prevzame praktično Mercedes v tem primeru, proizvajalec avtomobila. To je zdaj tudi že pravno regulirano? Ja, to je pravno regulirano. To je bilo nekaj časa problem. Ja, in sicer so hitrosti do 60, kar je praktično ni dovolj, ampak v naslednjem letu bo šlo do 90 in potem leta 24, 25 to je kompletno avtonomna vožnja. Ja. In praktično se potem, če se pripeljem z Nemčije v Maribor, potem če so recimo razmere takšne, lahko bi se praktično pripeljal brez, da bi volan držal. In pač delaš maile, delaš kaj pač hočeš. Ne. In te stvari seveda bodo spremenile obliko avtomobila, tudi obliko notranjosti. Mi z mojimi kolegi notranjega dizajna seveda z roko v roki delamo, logično, temu se reče inside out. Najprej je treba narediti obliko znotraj in potem pač se zunanja oblika temu tudi mora prilagoditi. Se pravi, bojo neke potujoče dnevne sobe ali pa delovne sobe in boste tako oblikovali avtomobile. Tisti, ki bo hotel imeti dnevno sobo, bo tak avto, ko bo hotel imeti pisarno, bo tak avto. Ja, recimo Mercedes kot znamka je, mi temu rečemo luxury brand, luksuzna znamka. In seveda treba gledati, kje so glavni trgi oziroma kako uporablja kupec ta določen avtomobil. Primer, recimo na Kitajskem, kjer se ti najdražji avtomobili največji prodajajo, kaj pa vem, Maybach, S-razred in tako dalje. Oni ne potujejo ure in ure. Ne, kot si misliš, na nemški avtocesti potuješ ure in ure. Ne, oni stojijo praktično na mestu v gneči. Šanghaj, Beijing in 100 ostalih milijonskih mest, ki jih imajo. In praktično imaš voznika, lastnik, sedi zadaj z desno in praktično ta kompleten luksus, komfort, kar mu ta avto nudi, praktično lahko
uporablja na zadnjem desnem sedežu v avtu. In imaš voznika, v tem primeru tudi lastnik vozi avtonomno, ne? Ima svojega šoferja. In to je recimo en določen model, kot S-razred recimo, ki ga naredimo mi oblikovalci praktično le za tistega enega kupca. Ja? In mi imamo 35 različnih avtomobilov in vsak je za drugega kupca narejen. Ampak zunanjost ne odstopa. Vi ste še v zunanjega oblikovanja. Zunanja oblika ne odstopa zelo veliko, ali pač? Čisto odvisno. Recimo ta isti kupec želi mogoče več statusa od zunaj. Zato ima recimo en Maybach, Mercedes Maybach ima popolnoma drugačen grill, sprednjo masko ima drugačno. In je tudi nekaj centimetrov više od tega navadnega S-razreda, zato ker želi določene stvari. Status je definitivno pomemben in mislim, da bo vedno ostal pomemben v določenih okoljih. Ko dobite tako naročilo za eno stranko, ki je nekaj posebnega, to date kakšnemu od vaših podizvajalcev, vi pa potem to nadzirate, ali tudi vi se malček ukvarjate s tem? Ta ena stranka ni mišljena ena oseba, ampak kot en določen tip kupca. Tip kupca, ja. In to je popolnoma normalen produkt, ki ga mi oblikujemo. Pri nas je zanimivo, če greš zvečer čez ta studio, glavni studio v Sindelfingen v Nemčiji, blizu Stuttgarta, in vidiš potem en plastelin model za drugim, potem je to neverjetno, zato ker vidiš od enega športnega SL-a, roadsterja za 2 osebi, ki ga praktično na Kitajskem noben ne kupi, ker oni nimajo te heritage, da bi se vozili od zaprto streho, tega se sploh ne splača, ne spodobi na Kitajskem. Ja? Tudi na Kitajskem se ne spodobi, da bi vozil avto, ker misli, da si ti šofer nekoga drugega. To so različne stvari, ampak recimo Kalifornija, PCH1, Malibu, tam je seveda en odprt avto zakon. Še enkrat, kaj bova videla čez 30 let, ko bova se sprehajala ob cesti? Kaj bo na cesti? Kaj mislite? Kako bo to izgledalo? Jaz mislim, da bojo ti tipi avtomobilov še vedno ostali. Različni tipi. Mislim, da bo mogoče malo tista individualnost, ljudje. To ne pomeni, da bomo imeli samo eno prevozno sredstvo. Ne, zato ker okusov, potreb kupcev je mnogo in mislim, da vsakega kupca, to nič novega ni, to že delamo 100 let, za vsakega kupca je treba pač poskusiti prav produkt narediti. To ne velja samo za avtomobile, velja za vse. Ne? In recimo ta ura, mehanska ura, je nekaj posebnega in je recimo tendenca danes, da analogne stvari spet pridobiva na vrednosti. Ne? Recimo ta pametna ura oziroma ta smartwatch ni vredna praktično nič, zato ker če nima neke software, ki je updated in funkcionira, praktično hardware ni vredna nič. In ta ura, ta mehanska je praktično, mislim, da bo tu čez 30 let. Večna. Mislim, da bo večna. Se pravi, tradicija je vedno v modi. Ja, mislim, da je to tudi na koncu razlika med nami oziroma tistimi znamkami kot Mercedes, ki je leta 1886 praktično sploh patentiral prvi avto, in vsemi temi novimi igralci, posebej še z Kitajske, ta karakter, ta osebnost, ta heritage, ja? In mi kot luksuzna znamka mislim, da smo zelo dobro pozicionirani tudi za prihodnost, zato ker stvari bodo seveda prišle oziroma se že tam, po kateri se več ne moremo diferencirati. Recimo baterija kot taka, tu mi ne proizvajamo svojih celic, mi kupimo druge celice in to več ni, ko je bilo v preteklosti, ko smo imeli 8-cilindrski motor, ja? Tega več ni. Ampak ta luksus tema Mercedesa, mislim, da je nekaj posebnega in kar se tega tiče, oziroma kar se prihodnosti tiče, sem jaz precej optimističen. Še mogoče beseda za konec o vas osebno. Zdaj ste že nekaj let pri Mercedes-Benzu, teh 5 let se zdaj že nekajkrat ponavlja. Kaj bo zdaj čez nekaj časa pri vas? Kakšne načrte imate za prihodnost? Odkar sem v tej industriji, mi še, moram priznati, ni bilo dolg čas. Ker, kaj pa vem, vedno nekaj novega pride, zdaj pride ta elektromobilnost, kot znamka smo se zavezali Ambition 2039 do leta 2039 popolnoma se bomo transformirali v proizvajalca električnih
oziroma drugih pogonov avtomobilov. In tega recimo pred 10 leti še ni bilo za videti, oziroma nihče ni mogel tega slutiti, ne, pred 10 leti. Recimo Tesla prišla pred 10 leti na trg, Tesla S, in večina so rekli, ok, let's see, kako dolgo bojo preživeli. Ne. In zdaj, danes vemo, kje smo, in vemo, da tudi tisti, ki si to recimo lahko privoščijo kot recimo ne samo nemška družba oziroma nemška znamka kot Mercedes, sicer internacionalna znamka, ampak to je naše, mi smo zadolženi, ja, mi imamo neko odgovornost, ja, za tudi okolje, za to, in ne moreš enostavno več tako delati, kot je bilo pred 20 leti. Ja, popolnoma živimo v drugačnem svetu. In, ja. Mislite, da bo to velika sprememba, tako da meni ni dolg čas. Razumem, in tako genijalen, kot ste, se boste prilagodili, ampak mislite, da bo to vendar terjalo tudi neko novo generacijo oblikovalcev, ker bodo lažje razumeli čas, v katerem so? Jaz sem recimo zdaj že kar nekaj let na položaju, kjer pač usmerjam te nove generacije, ki praktično vedno prihajajo. In seveda razmišljajo popolnoma drugače. Danes se prijavljajo ljudje za službo pri nas, oziroma mladi ljudje, ki nimajo niti vozniškega dovoljenja. Ne? Zato, ker on si zna predstavljati, da bi lahko oblikoval neko mobilno sredstvo prihodnosti, niti nujno, da ni ta avto, kot ga imamo danes. Zamisel, ja. Mogoče za določena urbana okolja je mogoče celo kakšen pod, ja, ki praktično ni več naslednik nekega C-razreda, A-razreda, popolnoma nov koncept za kakšna mesta, in seveda ne rabi nujno imeti doma en avtomobil, za katerega treba plačevati zavarovanje in tako dalje. Ne? In to so nove generacije, ki popolnoma drugače gledajo na te zadeve, ampak mislim, da mobilnost bo vedno ostala. Gospod Lešnik, užival sem v tem pogovoru in upam, da bodo tako tudi gledalci. Samo zaradi tega ste prišli iz Stuttgarta in sem vam zelo hvaležen. Bilo mi je veliko čast. Srečno. Mi pa se vidimo naslednjič. Srečno.